Zdaj pa se bomo posvetili nič kaj kosmatemu iluzionistu, ki ga boste od danes lahko srečevali v reportažah, ko bo svojimi iluzijami navduševal na ključne mimoidoče. Seboj je pa pripeljal tudi veliko bolj kosmatega pomočnika, ime mu je Rudi, iluzionist pa je sam Sebastian. Dobro jutro želim. Dobro jutro. O tem, kaj boš počel v prihodnosti, kje te bomo lahko videli in kaj boš z ljudmi delal, bova govorila v nadaljevanju. Sicer pa se bom kar prepustil, kaj si nam pripravil za danes. Ja, danes sem Rudija pripeljal v studio, namreč Rudi je moj pomočnik. On je v bistvu, jaz ga učim hipnoze in predikcij, če bo uspelo. Včasih nam uspe, včasih ne, namreč zakaj gre Rudi je tak velik glasbofil in ima zelo rad glasbo. Ima tudi eno posebno glasbeno zvezdo, ki je pač še zaenkrat skrivnost. Ne bom povedal, ali je to ženska ali moški, ampak zdaj, ker sta se že toliko spoprijateljila, bi ga v bistvu kar tebi tja dal v naročje, pa v bistvu važno je to, da bo Rudi poskusil vplivati na tvojo odločitev, tako da ga gledaš v oči. Kot otroka ga držim, ali kaj? Kakor želiš, ampak fajn je, da ga gledaš v oči in če nam bo uspelo, skratka ti boš poskusil uganjati, katero glasbeno zvezdo ima Rudi rad. Namreč jaz sem ga peljal v trgovino in sem mu kupil eno majico za glasbeno zvezdo, dobro? Ampak Andrej, moraš povedati, da se niso tega dogovorila vnaprej, tako da nisi vedel, kaj se bo zgodilo. To je zdaj v bistvu tudi zate preizkušnja, kaj boš počel na terenu. Ti kar odvodi, jaz nimam res pojma, kaj se dogaja. Gre za eksperiment, tako da prosim, poglej Rudija v oči in povej eno karto, katerokoli karto igralno, imaš 52 možnih kart, lahko izbereš katerokoli. A jo moram povedati? Ja, kar na glas vsem gledalcem, ja. As srce. As srce. Ga gledam še vedno v oči. Ja, ti kaj posebnega pomeni as srce? Si želiš premisliti mogoče? Ne. Ne želiš si premisliti? Ali si moram? Ne, tvoja odločitev, kakorkoli. Želiš imeti as srce? Ja. Ok. Rudi, mislim, da ti je zelo dobro šlo, ker lahko Rudija daš vsem, da se usedeš, takole. Namreč, ti si rekel, da želiš imeti as srce, pa da ga poiščeva. As srce, zdaj upam, da kamera tukaj vidi, as srce je, evo ga, as srce, lahko ga malo primeš, prosim. Zdaj veš, kaj je zanimivo, Andrej, glej, če bi ti izbral recimo srce 4, jaz sem na vsako od kart sva z Rudijem napisala eno glasbeno zvezdo. Če bi ti izbral srce 4, bi to bil recimo Bob Marley. Če bi bil recimo srce dama, če bi rekel, bi to bil Sting. Če bi bila karina 10, bi to bil recimo Eric Clapton. Tako vsaka od kart ima eno glasbeno zvezdo. Tukaj vidimo Adele, Elton John, Britney Spears in tako naprej. Jimi Hendrix, Marilyn Manson, Bryan Adams, David Guetta, Freddie Mercury, Rolling Stones, John Lennon, David Bowie, Justin Bieber. Kdo je to? To ni zvezda. Eros Ramazzotti in tako naprej. Vsaka karta ima torej eno glasbeno zvezdo, lahko pokažeš našim gledalcem, ti si izbral srce as in tvoj srce as je... Lady Haha. Lady Gaga, zelo zanimivo. Namreč Rudi, kot sem rekel, ima eno majico oblečeno, jaz sem mu kupil eno majico in če pogledava, kaj ima Rudi oblečeno. Rudi, mislim, da ti je kar dobro šlo, zdaj sem sekundo še, da ti jaz odpnem tole majico, srajco. Tukaj spodaj imaš eno majico oblečeno in da vidimo, Andrej. Ne. Lady Gaga, čisto ta prava. In ena in edina majica, tole bomo kar slikli, takole, evo ga, izvoli ga. Rudi, čestitke. Kje je trik? Ja, mislim, da trik je v tem, da se Rudi zelo dobro uči hipnoze in mislim, da tokrat mu je dobro uspelo vplivati na tvojo odločitev. Krasno. In še več takšnih in podobnih trikov bo tudi v prihodnjih tednih. Tako je, ja. To konec trika? Ja, seveda. Sumarom. Natek je uspel v popolnosti. Omenil sem na začetku vklopa. Kaj boš počel na ulici? Koga boš ustavljal? Kaj bodo lahko doživeli? Ja, v bistvu gre za to, da smo prejšnjo sezono sem gostoval v studiu, pa smo nekako si zamislili, da dajmo preseliti to na ulice Maribora, pa bomo v bistvu, da ne bom skozi z istim človekom delal te eksperimente. Priznaj, Sebastian, naveličal si se Mateja in mene? Ne, nikakor ne, v bistvu sta sjajna, tudi
tudi sjajna sogovorca in tako, ampak se mi zdi, da je zanimivo, da ljudje, ki gledajo doma pred TV-om, imajo tudi sami lahko priložnost, da na ulici, če se srečamo, lahko se sami preizkusijo v tem, tako da bomo ustavljali na ključne mimoidoče in da vidimo, kako nam se bo obneslo. Sam Sebastian, veliko uspeha želim še na daljni poti, pa upam, da se še kdaj vidimo. Ja, hvala.